podobe Boga med distanco in bližino ter strahom in upanjem. Nekako se mi zdi, da je to vprašanje odvisno od moje življenjske situacije, pač od vsakega posameznika. V kakšnem kontekstu živiš, s čim se ukvarja, kakšne so njegove skrbi, kakšna so njegova veselja. In seveda tako imenovani, lahko rečemo, tudi gestaltistični princip tu in sedaj močno vpliva na to, kakšno imam podobo Boga. Seveda vemo, o tem ste že drugi govorili in boste najbrž še, da na podobo Boga skoraj da v vseh tradicijah močno vpliva podoba, ki jo imamo v svojih starših. V nekaterih primerih ima močnejši vpliv lik matere, v številnih pa lik očeta. Pred leti sem malo tipal otroke in mlade, kako doživljajo Boga, kakšno podobo imajo o njem. In seveda nekako v mnogih tradicijah, tako v Sloveniji, pa sploh v tem srednjeevropskem prostoru, tudi na Hrvaškem, seveda je poznano tako imenovano Božje oko. In ko sem postavil različne slike tega Božjega očesa pred otroke, sem jih vprašal, nekako temeljno vprašanje je bilo, v katerih situacijah si želite, da bi vas to oko videlo in v katerih si želite, da vas to oko ne bi videlo. In je že močno vplivalo na to, kakšno sliko sem pokazal. Recimo pri tej prazni sliki so doživeli otroci zelo močan kontrolni pogled. In je bilo veliko situacij, kjer so si želeli, da jih to oko ne bi videlo. Razlika je bila že potem, ko sem jim dal to oko, naj ga sami prebarvajo. In ko so ga prebarvali, odvisno od tem, s kakšnimi barvami so ga prebarvali, ampak je bil rezultat že drugačen. Prebarvano oko je bilo, rekel, bolj pozitivno. Manj je bilo situacij, kjer jih so želeli, da jih ne bi videlo to oko, več takih, kjer bi se želeli, da so videni. Seveda še vedno je bilo pa veliko ali pa precej prežetih njihovih občutij strahom. Tole oko, zanimivo, ki je tudi Božje oko, je imelo nek poseben izziv, da velikokrat niso vedeli in se mi zdi, da je bilo odvisno, kam so usmerili pogled. Kar precej je bilo takih odgovorov, da niso sigurni, ali bi si želeli, da jih vidi, ali so si želeli, da jih ne vidi. Zelo pozitivno je bilo to oko, kjer seveda nima tako velike agresivnosti, in se mi zdi, da je, ko smo se pač pogovarjali, velik vpliv tudi dejstvo, da so v tem očesu nekako, da je skupnost, da je skupina, da so celi ljudje. Niso se skoraj da niso našli nobene situacije, kjer so si želeli, da jih to oko ne vidi. Še najbolj odprto se je zdelo to oko. In seveda nekako najbolj pozitivna je bila pa ta slika. Vse skozi se je vleklo to vprašanje, recimo v slovenščini je znan rek, ki morda se ga nekateri še spominjate, mi starejši se ga, da Bog dobro plačuje in hudo kaznuje. Ob tem seveda je bila pomembna interpretacija. V številnih primerih, ko sem se malo pogovarjal, potem tudi bolj z odraslimi, so ta rek razumeli
to je malo igra besed, ne samo, da tisto, kar je dobro, Bog nagradi in kar je zlo, kaznuje, ampak je bil razumljen, da v nekako smislu Bog sicer dobro plača, ampak tudi hudo kaznuje, skratka močno kaznuje. Ta napetost se je pojavljala tudi pri otrocih, vendar z vsako od teh slik, ki sem jih kazal, je bila ta napetost manjša. Se pravi, največja je bila tukaj brez barv, ker je bilo ta diskrepanca najmočnejša, da dobro plača, hudo kaznuje, tudi ta strah, da Bog vse vidi, vse ve, in seveda strah je bil s tem, da Bog kontrolira, ali grešimo ali ne. Tukaj je bilo tega strahu že manj, tukaj seveda še manj. Pri tem hudomušnem pogledu papeža Janeza Pavla II. Pa skoraj na to niso pomislili. In se mi je zdelo zelo zanimivo, da so rekli v večini primerov, še pravi, če ima Bog take oči, tudi malo navihane, to me pa lahko povsod vidi. Skoraj ni bilo v narekovajih greha, kjer bi se ti otroci bali tega božjega pogleda. In nekako sem potem pač zdaj v tej pripravi malo pogledal, kakšna podoba Boga se nam posreduje. Seveda, po eni strani je starozavezni Bog zelo konkreten, zelo hitro reagira in seveda tudi zelo močno reagira. Kljub temu je pa ta starozavezni Bog nekdo, h kateremu se človek zateka. V Mojzesovi knjigi pa tudi pri Mojzesu srečamo, da Boga ne vidimo, Mojzes ga vidi samo v hrbet, se pravi z neke močne distance. Vendar pa, ne glede na to, ta Bog Mojzesu, kot vemo, močno spremeni življenje. Poznamo njegovo Mojzesovo biografijo, kako je nekako v mladosti želel sam urejati svet, če se meni tako reči, in je ubijal, pomislimo na tistega Egipčana, ki ga je zakopal potem, ampak ko je spremenil svoj pogled na življenje in nekako sebi priznal, da sam ne more v narekovajih urediti sveta, in se je obrnil na Boga, pa bolj njemu prepustil to urejanje, potem seveda se njegova podoba o Bogu spreminja. Bog postane nekdo, k kateremu se lahko zateče, ki mu je dovolj blizu, hkrati je pa ta Bog tudi dovolj močan, da lahko nekaj uredi. Nekako podoben pogled ali podobno podobo Boga najdemo v Psalmu 138. Tam je ta Bog zelo grob, pravi, da bo vse pobil. Seveda vse sovražnike in tako naprej, vse teh podob imamo, teh primerov imamo več, vendar zakaj gre? Pri Mojzesu, ko se on zateče k Bogu, začutimo, da Mojzes potem ne čuti več potrebe, da bi sam ubijal. Ubijanje prepusti Bogu. Tako da pri Mojzesu to spremembo podobe Boga prepoznamo tako, da ga Bog razbremeni teh pritiskov, da mora sam urejati svet, da mora sam pobijati. In seveda tudi v tem psalmu 138 gre za podobno dinamiko, ko se človek znajde v krizi, v stiski in jo želi sam reševati z agresivnostjo in se zateče na Boga in ga prosi, daj mi moč, da jaz te sovražnike pobijem. In Bog mu odgovori, bom že jaz pobil. Skratka, Bog razbremeni človeka in človek lahko delegira Boga, zato da bo on urejal svet in seveda s tem mu pa tudi prepusti, da bo Bog urejal svet tako, da bo najboljše. Tako da ta grozovita in preko agresivna podoba Boga človeka tudi razbremeni.
in ima torej tudi drugo plat in prav to vidimo še najbolj v Mojzesovi biografiji. Seveda, ko Mojzes to prepusti, potem ga Bog začne, kot vemo, trenirati. Anko, še 3 minute. Ok, hvala. Ko Mojzes gre k faraonu, mu Bog obljubi pomoč, potem mu pa to pomoč podre, 10-krat vemo. In seveda, to je prav ta oddaljenost in pa bližina. Kljub temu, da je Bog grozen, kljub temu se Mojzes vedno znova zateka k Bogu. In to dinamiko prepoznamo vso staro zavezo, tudi 10 božjih zapovedi in zlato tele in vsa ta grozovitost je povezana s tem. Nekako je premik v novi zavezi, ko Bog postane bolj empatičen. In seveda ta empatija deluje tudi preko nas. V novi zavezi tako Bog postane preko Jezusa nekdo, ki pomiri vihar in s tem nekako nas ustavi v različnih histeričnih reakcijah. Bog najde človeka na obrobju, ga vzravna, ga okrepi, lahko prebuja mrtvo življenje, tudi včasih, ko je kdo odpisan, pa ga Bog vrne v življenje. In pa seveda Bog je kljub vsemu tisti, ki ima neke ali pa posreduje neke zakonitosti, pravičnosti, hkrati pa predpise postavlja človeka, kot vemo. Tukaj podobe Boga se skozi življenje seveda spreminjajo, je pa dobro vedeti, da na podobe in odnose močneje, kot vemo, vpliva naša emocionalna dimenzija življenja. Tisto, kar razumemo, to ima sorazmerno majhen učinek. Je pa seveda tudi to neka dimenzija, s pomočjo katere razmišljamo in tudi čutimo. Hvala lepa.